Danes plujeva naprej, najskozi neki dež spremlja, tako da imamo mokro jadrnico. Več poplujeva tukaj med otoki, gledati, koliko da imajo resorte. Greva tukaj naprej, še kakšne urco, naj bi bilo eno sidrišče tam na 11 metrih. Po Bumi so, vse ostala sidrišča so pa med 25 in 30 metri globine, kar je, ne bom spuščal tako globoko vodo sidro, ker je že sama sidren veriga na toliko metrih težka, da že vinč kome vleče. Ti Avstralci so vsi navajeni sidrati na teh globinah, imajo po 100 metrov verige, pa potem dajo še, ne vem, vrvi, tako da, ne vem, kakšno sidranje je to. Jaz tega ne bom počel. Tako da raj poiščem kakšno bolj primerno lokacijo. Drugače pa tam malo naprej sem videl še en rezort, ki imajo eno bojo, na katero vozijo čez dan snorkati pa potapljati turiste. Mogoče se pa čez noč lahko na tisto veževa, bo videla. Jutri pa potem nadaljujejo naprej proti Vajagu. Po mojem imamo 70 milj, ampak glede na to, da ni vetra, zdaj motorirava, tako da zdaj spet cel dan, cel noč, pa tako naprej motorirati nima smisla, tako da bova raj tukaj se zasidrala, pa malo pogledala, če bo mogoče kakšno veter prišel. Zaenkrat ga ni nič, med nič in 5 vozli piha ponovadi. Opazil sem, da nama je ta gredelj spustil, pa sem ga napumpal. Pa je takoj prazen, se pravi, da nekje pušča. Ali je to na ventilu, ali pa sve kje noter, kaj vmes prišlo med, ker je aluminij spoden, pa se je predrlo. Ne vem. Dobro, zaradi tega še zmeraj lahko plujeva, ampak no pa fajn popraviti. Glede na tukaj, da ne veš, kam spusti sidro, pa včasih je tako umazana voda, da se ne vidi nič. Sem zdaj napeljal to vrv, ki je tam privezana na sidro. Tukaj imam bojco, 10 metrov vrvi. Tako da, če se zatakne, si lahko pomagam ven potegniti, ne zato to, če je globija voda. Čist majhna bojca, važno samo, da najdem sidro in da se lahko malo potopim, pa privežem še naprej vrv. Tako da, če se kam zatakne ali pa karkoli, lahko dobim ven sidro. Tale okna so čedalje slabša. Se bojim, da bo že počlo, čist je trdo, čist je požarlo UV. Tukaj tudi. Tako da zdaj ta okna imamo, upam, da bomo zdaj tukaj v Indoneziji najdla kakšno pocen, da bi nama tole prešili. Drugače pa potem na Tajskem saj. Plujeva med otoki, ful so vrtinci, tokovi raznorazni. Zdaj, če pokažem, ni važno, koliko obratov imava. Greva na motor, greva po GPS-u 3 vozle, po koleščku gremo skoraj 5 vozlov. Pri isto številu obratov so šla pa že po GPS-u čez 6 vozlov in tudi samo 2 vozla. Tako da so tokovi tukaj kar močni. Greva pa zdaj tlele nekam. Ta del nekje sidrati ali pa tukaj, ne vem, težava je, ki je vse ful globoko. Tle pišejo, ne vem, da je sidranje na 30 metrih, jaz ne vem, kako sidranje na 30 metrih. Prej sem govoril o tokovih, še vedno imava čisto isto obratov, kot prej, ko smo šla 2 vozla. Recimo zdaj greva, evo, po GPS-u 6-2, po koleščku greva 4-4, se pravi, da imamo približno 2 vozla toka v najino korist, tako da gremo z tokom. Danes se imamo pa ful lepo vreme imamo, čeprav je dopoldne zjutraj dež padal. So pa sidramo tukaj, v teh otočkih malo se sprehajava, plavava. Super, vodo sem naredila danes, tako mero, jutri lepo nadaljujemo naprej.
Tole senčki je kar za zdržati. Prej sem bil že enkrat tukaj, se supam. Me je tako žgalo sonce, sicer so se namazala s kremo, ampak res prehudo je. Mogoče zdajle popoldne pred večerom, ko ne bo tako močno sonce. V senci mi je pa glih prav, mi pa ni vroče. Je pa fajn. Danes zjutraj so že kar zgodaj štartala, skoraj ob 5 zjutraj. Včeraj smo že tale sup napihnila, zdaj tukaj, ker ni vetra pa valov, lahko supava, da še malo migava, delava za celo telo. Zdaj pa tle plujeva proti Vajaru gor. Tole zdaj pred nama je en otoček in bova šla zdaj tukaj vmes, bova en tak S naredila, pa nek resort je. Potem pa nadaljujemo naprej. Kot vidite, je čista bonaca, tle vmes še 2 ovinka, pa sva čez, pa sva si prikrajšala pot za kakšno miljo. Takole medva čez prehod med dvema otokoma, kot se že vidi tle po vodi, so ful tokovi. Tukaj imajo resort, lepo zgleda. Je pa tle globina drugače zdajle 40 metrov, bilo je pa skozi 50-60, tako da ni težav. Takole plujeva na motor in takole debla plavajo, kot je tale recimo. Dobro je sem to, da so ponavadi ptiči gor, tako da že oddaleč vidiš, da plava. Tole imajo kar sred morja. So bili že 2 taki, globina je več kot 100 metrov. So sidrani, vezani, ne vem. Ionix kaže, da je tukaj en otok pa plitvina. Če pogledamo, ni nikjer nič. Tukaj je na Ionix zanesljiv. Meduze. Tole se vidi tok, neverjetno. Vetra je končno za Lađenovo zaprla, greva proba tukaj noter nekam sidrati.
gremo mimo tega lotoka, teh lukenj, kar čutim za 10-20 stopinj jadrnica levo desno pleta, ki ga tok. Dajte to, kot brzice. Kar vre voda. Zdaj grem direkt čez vrtin. Da vidimo, kaj bo naredilo. Hop, avti za 20 stopinj jadrnico odneslo. Hop, avtopilot nazaj obrne. To pa so takovi. Na srečo tega na Jadranu nimamo tako veliko pomočnih. Komaj so se še premikala, tukaj je 3 vozle in več toka. Zdaj greva 3 vozle recimo. Zdaj je že kar dobro. Jutri bo izziv, ko imamo pa 25 mil, 30 do Vajaga, tam kjer greva, ampak v nasprotni tok 3 vozle, tako da upam, da bo kaj vetra, da nam bo malo pomagal. Ker če je veter, potem lahko jadrava, tudi vmes pa na motorni Eva pa kakšen vozel pridobiva. Zdaj, ko smo prišla zadaj za ta klif, se je tok umeril. Zunaj je še. Jaz sem pa malo gledal še napoved. Jutri zjutraj se bo in tok malo obrnil in veter, tako da jutri mislim, da bo super dan za iti v Vajak. Čeprav popoldne pa že spet kontra tok do 2 vozlov, tako da ravno prav čez jutri, takoj zjutraj greva. Bo prav čas prišla, ker ni daleč. Malo sem 25 mil drugače. Če greš 2 vozla, samo je to zelo daleč. Če greš pa 6 vozle, pa to hitro. Ne? So pa sidrana tukaj je 7 metrov globine. Tole dol se začne globiti. Tako žge na soncu. Zdaj sem dal bum na to stran, zato da so celice lepo na soncu, ker imam vžgan Starlink in veliko elektrike pije. Vžgan ga imam pa zato, ker nalagam zdaj vlog, že ta drugič, zaradi avtorskih pravic sem mogel nekaj popraviti, tako da zdaj naložim, potem ga pa še jaz lahko v vodo. Tako da danes bova preživela tukaj. Je lepo, tako da mi ni nič žal, da sva se ustavila. Tukaj, ki se sveti v vodi, to je najno sidro. Tole je sicer Bojca označba, tukaj dela za sidro, ampak imam več vrvi, ker je globina in zato stran, ampak ne zato. To imam zato, ker zdaj, ko sidrova, ne vem, v kaj spuščam včasih in če se kam zatakne, ali pa kakorkoli, ali pa da vem, kje je sidro.
pa moral spet motorirati, ker ni veliko vetra. Sem pa ujel eno ribo, evo imam tukaj. Moram zdaj še ven vzeti. Barakuda. Zadaj ima pa že rep grižnji, že nekaj napadlo. Tukaj se vidi, kako je napala ena večja riba in griznila. Tu verjetno ugrizke sta dva zareza, ne vem. Tukaj direktno pred nama je otoček. Zdaj pa če pogledamo na Avionics karte. Tukaj ko piše Palau Dam, tukaj naj bi bil, označeno ni nič. Globina 60-70 metrov, sploh ni narisan. Sem piše pa Palau Dam. Karte ga ni, piše pa Palau Dam sred morja. Zdaj greva na minimum obratov, skoraj 7 vozlov, ker imava tok. V glavno ugotovila sva, da po noči tukaj plut ni dobro, ker pol ni zarisenega ali pa čisto narobe zariseno in preveč riskiraš, če bi plula po noči. Mogoče na odprtem morju je v redu, ampak tukaj, kar se ti tiče pa ob obali, pa ne. Polno medus je noter, 1, 2. Takole tok nanese, tle še v redu, drugače je tu polno smeti. Tam sta bila tudi dva velika hloda, tako da moram kar malo vsake počasa gledati. Samo tudi ena veja, ampak dobro, taka veja ni problematična. Tu še, ki ima hlod 100 kg, pa je 4 metre dolg in če ga nabašeš, ni glih fajn. Mogoče tudi ni nič, ampak vseeno, ne hvala. Drugače pa tako vidiš, ko ptice gor sedijo ponovadi, tudi se kar vidi. V glavno tu pred nama so zdaj je otočje Vajak, kamer smo namenjena. S to hitrostjo malo 1 urco pa pol. Zjutraj, ko smo štartala še pred sončnim zahodom, je bilo tam približno 15 vozlov vetra, tako da smo lepo jadrala in še vedno glavno jadro odprto. Ampak zdajle pa ni nič. Če se bo še kaj pojavil zdajle tule iza otoka, mi pustiš odprto, drugače bova pa plula na motor še pa urca pa pol. Še ena zanimiva stala otok je tukaj pred nama, sem rekel, da ga ni na Avionicsu, na enih satelitskih posnetkih je, ampak hotel sem pa to povedati, evo ti, da ta otok leži na severni polobli, medtem pa smo na južni še vedno. Zakaj? Ker bo čez 752-745 metrov ekvator, tako da zopet bova prečkala ekvator, mislim, da zdaj drugič. Otoček, ki ni na karti na Avionics, tukaj se pa vidi, kako se spet močni tokovi bova videla tam, katero smer. Mislim, da bo pa počas kontra. Glede na to, da greva tam nekje noter, bo kar v redu. Bok nama bo prihajal, se pravi imela malo zanosa, ko prej, ko smo jadrala. Sva jadrala v tej smeri, zato da sva prišla, ne vem, 30-40 stopinj bolj desno, zdaj, ker smo tako jadrala.